Apolonija, ti si pravzaprav arhitektka, ki te postavljajo predvsem v polje umetnosti. Sama si pred nekaj meseci na predstavitvi tvoje monografije v Moderni oziroma v Muzeju za sodobno umetnost rekla, da te pravzaprav ne zanima toliko, da ti ni toliko pomembno, na katero področje te klasificirajo oziroma kam te uvrščajo, da te je pač bolj pomembno sam projekt, delo. Kljub samo pa svoje projekte realiziraš predvsem skozi kontekst umetniških inštitucij, ne toliko arhitekturnih. Ti je to polje umetnosti dalo večjo avtonomijo oziroma zakaj si pravzaprav izbrala to polje delovanja? V navezavi s temi zadregami, ali ustvarjaš v polju arhitekture, v polju umetnosti, kaj pravzaprav je to, kar delaš. Me še to zanima, koliko se ti zdi uporaben koncept ali pa pojem kritičnih prostorskih praks, ki recimo, da je lahko neko orodje, ki razrešuje tudi neke zagate z definicijami, o katerih smo danes veliko slišali. Skratka, za prakse, kakršne so tudi tvoje, ki prečijo različna polja, ne samo umetnosti in arhitekture. Govorila si v svojem predavanju, da ti je blizu interdisciplinarno delovanje. Ja, torej Maja si že na pol odgovorila, ja, dejansko mi ni pomembna definicija, verjetno je definicija pomembna umetnostnim zgodovinarjem, meni je v bistvu pomembna vsebina in pač sporočilo, recimo. Dejstvo je, da v umetniškem kontekstu je neka avtonomija, ki omogoča mogoče različne vrste, bom rekla, različne vrste kritičnosti. Tako. In v tem smislu je možno prekoračiti določene okvire, ki jih mogoče arhitektura določa, ker ima vsa svoja, recimo, pričakovanja zelo določena, zelo so uokvirjena in v principu tudi zakonom predpisana, medtem ko v področju umetnosti so le te meje veliko bolj odprte. Bi pa še to povedala, da je v produkcija v kontekstu umetnosti ali pa v kontekstu arhitekture zelo različna. Se pravi, produkcijski proces je različen. In glede na to so potem seveda tudi rezultati različni. Akteri so različni, seveda tudi finančno stanje je različno, skratka gre za različne produkcijske procese, tudi če govorimo v enem in istem problemu. Recimo se ukvarjamo z, ne vem, problemom, ne vem, zapuščenih sosesk, se ukvarjajo s tem arhitekti, imajo določeno vlogo, imajo določen predpisan postopek izvajanja svojega dela, medtem ko umetnik ima le v tem primeru veliko večjo svobodo in tukaj skoraj ni možno določati nekih pričakovanj. Je pa res, da kritična prostorska praksa je mogoče neko področje ali pa neko polje, ki se je začelo vedno več vzpostavljati, glede na to, da prostorske prakse se začele združevati in da tukaj ne ločujemo več med arhitekti, umetniki, sociologi, geografi, politični filozofi in tako naprej, ampak da se ustvarjajo neke skupine, ki pač sodelujejo skupaj na določenih projektih in v principu funkcionirajo v polju kritične prostorske prakse. In mislim, da je dejansko to mogoče ena definicija, če hočete, že spet, kjer je možno se pogovarjati z različnimi profesionalci o isti stvari in poskušati z njimi recimo graditi in ustvarjati določen projekt. Ne glede na to, od kje kdo prihaja, mislim iz katere discipline ali pa iz katerega profesionalnega polja.
Ja, stvar je seveda tudi v tem, da imamo različne finančne okvire. Če primerjamo pač arhitekturni kontekst ali pa umetniški kontekst, so tle velike razlike. In jasno gre potem za velike in drugačne odgovornosti. Ja. Tomo, kakšna replika? Ne. Samo, mislim, kar je značilno za kritične prostorske prakse in sploh za tvoje delo, da v bistvu ti ne kritiziraš samo določene situacije, jo ne mapiraš, ne opazuješ samo, ampak ponujaš seveda skozi to tudi neke rešitve. Ne? In ta diskurs, v bistvu ta kritika v arhitekturi, nasplošno tudi v arhitekturni teoriji, je pravzaprav v veliki meri dejansko kritika, ki samo kritizira, negativno ugotavlja, kako so stvari same, ne ponuja pa v bistvu nekih alternativ. Mislim, jaz nekako osebno gledam na to, da bi, če govorimo o polju umetnosti, ma ne nazadnje tudi arhitekturi, sicer arhitektura avtomatično že ponuja način bivanja, arhitektura že je v polju, mogoče arhitektura je bolj v polju nekega odgovora, kot je umetnost vselej zastavlja bolj vprašanje. In v tem tudi vidim neko poslanstvo dostikrat, da vseeno, da se določene stvari, tudi taki projekti, mislim, da polemizirajo samo okolico, da ne gre za enosmerno označevanje, slabo je ali pa tako in tako morate, ampak da vedno gre za nek razmislek o danem mestu. Ne. In bistveno se mi zdi mogoče prav to, da vsaka taka gesta postavi neko novo vprašanje, kot pa da bi zastavljala nek večen odgovor. Misliš, da je to tudi vloga umetnosti oziroma skulpture v urbanem prostoru, da zastavlja vprašanja, da generira pravzaprav urbanost, urbani prostor? Ja, vsekakor. Mislim, vsekakor sem na strani tega, da bi, mislim, generira, da zastavlja vprašanja, da ne bi bilo prav, to sem hotel nakazati, da se ne bi zmeraj razmišljalo o skulpturi kot nekem okrasju, ampak kvečemu, da vstopi mogoče tudi v neko nesoglasje v primerjavi z arhitekturo. Ne. Vsekakor. Ja. Mogoče kakšna replika oziroma kakšno vprašanje iz občinstva? Ne, že zdaj v tej fazi. Mogoče, če se dotaknemo še vloge recimo opazovalca oziroma uporabnika v arhitekturi, obiskovalca, ne vem, kako bi te osebi rekla, namreč oba sta govorila o tem, da je pomembno ne samo, da opazuješ umetniško delo oziroma arhitekturo, ampak da v bistvu postaja ta gledalec aktiven, da ga vključuješ v umetniško delo, v arhitekturni projekt. Ja. Ok, nisem vedel, na koga leti vprašanje. Ja, mislim, sigurno nisem na strani tega, da bi morali zdaj vsakega gledalca posiljevati čemarkoli, oziroma da bi mogel vsak gledalec postajati nekakšen uporabnik. Ne. Sej tudi ne nazadnje, tudi sama gledalska pozicija ni pasivna, vselej ni pred sliko čisti idiot, je nekdo, ki razmišlja o sliki in slika nekako vpliva nanj. Ne. Samo je mogoče pa tudi zanimivo to, da so, če se navežem na Sero, je to, da je neka relativno minimalna skulptura v resnici zbodla ljudi. In mogoče je to tudi nek znak nekega določenega prebojenja, pa naj gre v negativno ali pa pozitivno smer, da gre za neko vključenost v prostor. No. V tem tudi vidim, saj si mislim, da je marsikdaj, da so veliki problemi s takimi projekti, ne, da ljudje niso avtomatično veseli in vključeni.
ja, umetnost v javnem prostoru je vedno problem, ker jo pač ljudje razumejo kot nekaj, kar pač ne rabimo, ne? In je plačano z denarjem davkoplačevalcev in je zato v bistvu pod veliko večjim drobnogledom, kot je sicer arhitektura. Arhitektura ima le neko namembnost in opravičuje svojo obstojskost, uporabnost in v bistvu na ta način nekje je njena legitimnost v družbi čista. Tako. Kar se tiče pa umetnosti v javnem prostoru, pa pomeni, da se vedno najdejo ljudje, ki temu nasprotujejo. Tako. Prej si omenila kritičnost, se pravi izvaja ali pa neko opazovanje, ki vodi v bistvu v nek odgovor, se mi zdi smiselno, da tudi ni samo arhitektu ali pa umetniku to pomembno, da se v prostoru dogajajo določeni procesi, ki so lahko drugačni, kot sicer pričakujejo. Ne? In da je to v bistvu že samo po sebi postaja nek proces ali pa ustvarja nek proces kritičnosti. Jaz bom rekla, da recimo ta projekt Lacaton Vazal tega trga, kjer niso nič naredili drugega kot pač naredili maintenance plan, vzdrževanje tega trga, mislim, da je to tako visoke vrste konceptualen projekt. In da je to nek projekt, ki bi se enostavno lahko postavil usporedno z ne vem, čiščenjem, tem projektom čiščenja stopnic Marie Ukeles ali pa ne vem, pač je nekih takih konceptualnih gest v umetnosti kar precej in se mi zdi zelo lepo, da je Lacaton Vazal v bistvu tako s to gesto pokazal, da ni nujno, da mi vedno nekaj dodamo, ampak v končni fazi je situacija v redu in rabimo samo še plan vzdrževanja in to je to. Tako da tle se najdejo te stvari skupaj, recimo. Ja, se mi zdi fino, da si tudi sama izpostavila ta projekt, ker sem razmišljala o tem, ko je Tomo ga predstavil, pač tudi do neki sorodnosti s tvojimi projekti, glede na to, da v bistvu oboji ste izhajali iz opazovanja prostora. Najprej ste si vzeli čas in ste pač bili v prostoru in ste ga opazovali, kako funkcionira in v bistvu šele iz tega ven nekako so sledile potem izvedbe, ali je to zdaj vzdrževalni plan ali je to pač nek paviljon. Me pa zanima to, glede na to, da je Tomo govoril o fantazmah, pa ti si prej omenila, da deluješ v glavnem v polju umetnosti, ker nudi v bistvu neko večje polje svobode kot polje arhitekture, pa me zanima, a ni to tudi ena fantazma, da je pač polje umetnosti, polje svobode. Mislim, mogoče je absolutno manj zaprečeno kot polje arhitekture, kjer se običajno pač moraš dnevno srečevati z naročniki in njihovimi zahtevami in tako naprej, ampak tudi polje umetnosti je zaprečeno in tudi polje umetnosti pač sledi naročilom in tako naprej. Ja, absolutno to drži. In tudi to, kar pač jaz počnem, ni nujno v celoti sprejeto od vseh udeležencev v umetniškem kontekstu. In se tukaj seveda delijo mnenja in se sprašuje o tem, kaj je umetnost in kje je tukaj umetnost in tako naprej. Tako da seveda te stvari niso enostavne, ampak mislim, da takrat, ko sem jaz začela delovati, ko sem pač po študiju v Amsterdamu začela delovati v umetniškem kontekstu, je bila arhitektura vseeno zelo
v nekih smereh začrtana, sledila je nekemu razvoju, ki pač mene ni zanimal. No. In se mi je zdelo, da čist premalo razmišlja, da je v arhitekturi premalo razmišljanja in ni prostora in ni časa za razmišljanje, ker v principu so se v tem času, recimo to je bilo sred 90-ih, odvijali veliki projekti, ekonomija je bila na nivoju, vsi so hiteli graditi, gradili se je veliko, ni bilo časa za razmišljanje. Jaz sem občutek, da se je veliko stvari spontano v arhitekturi zgodil in se razmišlja o tem šele danes. Jasno, počasi so se arhitekti tudi ustavili in začeli razmišljati in se spraševati, kaj pa mi sploh delamo. Ali smo dejansko samo servis temu trdemu kapitalu, ja, ali mogoče imamo kakšno svojo pozicijo in poskušamo to pozicijo braniti, ja, in razvijati neko misel, recimo. Bi pa imela za to eno vprašanje, rekla si, primanjkuje razmisleka, refleksije v polju arhitekture. Vi ste pa pred leti začeli z glasilom za arhitekturo, umetnost, bivanjsko kulturo, pa me zanima, kaj vas je napeljalo na to? Očitno ste presojali, da je refleksija, teorija na tem področju potrebna. Kako to, da mogoče niste najdeli svojega prostora v že obstoječih recimo revijah za teorijo arhitekture, ste mogoče hoteli pripeljati neke nove teorije, ki še niso bile recimo zastopane, pokrite v že obstoječih glasilih? To je tako tesno vprašanje. Ja, vsekakor se nam je zdelo, da nekaj manjka na tem področju. To pa čisto izven neke kritike že obstoječega, ampak želja je bila prav ta, da ne bi postavili nekako strogo ločnico med umetnostjo oziroma kulturo v širšem pomenu in arhitekturo. Ne nazadnje tudi s filozofijo. Mislim, da gremo tudi nekaj v smeri filozofije, ampak filozofija vedno, ki se dotika prostora. To po mojem vseeno primanjkuje. Jaz mislim, da v Sloveniji imamo resnično ogromno knjig prevodov humanistike. Film je ne nazadnje tudi dobro pokrit. Potem pa umetnost in arhitektura, jaz mislim, da šepa v resnici, da je tega neprimerno manj kot vse druge misli. Mislim, da gre vedno za vprašanje prostora in časa, da v enem prostoru se nekaj preprosto razvije. Trenutno mislim, da tukaj cveti filozofija predvsem, ampak prav to, želeli smo mislim, vedno je želja imeti glas, imeti neko besedo, zapisati nekaj. Problem je pa v tem, ker na začetku vedno računaš na velikega drugega, mislim, da te bo nek boter objel in rekel, bravo, res ste genialni, ne. Tega pa ni bilo. Mislim, očitno je vedno treba bralca tudi hkrati ustvariti, z vsakim delom in se borimo, ne, nazadnje tudi dosti dela, ampak smo računali, da s to krizo, da bo porast bralcev. Ste mogoče skušali s prazninami oziroma ste čutili tudi samo pomanjkanje dialoga med arhitekti in umetniki? Ti imaš izkušnja študija na fakulteti za arhitekturo, zdaj študiraš kiparstvo na ALO. Zdi se, kot da v bistvu sta tu dve področji, ki se med sabo ne pogovarjate oziroma ni izmenjave nekih mnenj oziroma se vse zreducira na iskanje nekih definicij, kaj je arhitektura, kaj je umetnost. Arhitekturo se pač postavlja v neko polje funkcije, umetnost je avtonomna in tako naprej.
definicije, o katerih smo prej govorili, da pravzaprav so potrebne, pa hkrati ne. Ja, mislim, čisto osebno obstajata dva slaba statusa, ne na celotni akademiji, daleč od tega. Jaz mislim, da akademija ima eno blazno raznolikost znotraj kadra, resnično. Ampak ja, arhitekt je najnižja stopnička. No, mislim, arhitekt je tisti, ki vstopa v prostor kiparja. No. To se mi zdi vedno tak bizaren pogled. No. Mislim, ne vem sploh zakaj resnično, ampak to se vidi. Ne. Zdaj pomanjkanje komunikacije pa absolutno. Mislim, absolutno. Prav to, kot sem rekel, sem rekel, da tukaj, da je po svetu je že ogromno enih projektov, ki se mi zdi, da se širijo tako v prostor, ampak na način neke participacije, nekega razvoja. Arhitektura je pa dostikrat je blazno obrtniška, no, daleč od tega, da bi rekel, da ji primanjkuje neke misli, ampak sigurno ji pa primanjkuje komunikacije, ampak to primanjkuje tudi akademiji. To se mi zdi velika škoda v resnici, da se ne vzpostavi neka komunikacija med tem dvojem, ker bi po mojem imelo ene čisto pozitivne posledice. To definitivno. Apolonija, si na začetku rekla svojega predavanja, da te ne zanima vprašanje, ali je arhitektura umetnost, kako, kdaj ne, ampak v bistvu kakšna je vloga arhitekta danes v družbi. In zdaj glede na to, da deluješ v obeh vlogah in arhitekta in umetnika, umetnice in arhitektke, me zanima potem takem tudi, kako gledaš na vlogo umetnika, umetnice v družbi danes. Iz predavanja smo razbrali tvoje videnje vloge arhitekta, no? Mogoče še v vlogi umetnika. Ja, zelo podobno vprašanje in v bistvu ta projekt, Hustad projekt, skozi ta projekt sem poskusila predstaviti vlogo umetnika v procesu urbane regeneracije. Kje je umetnik lahko prisoten, kakšno pozicijo ima, kako pomembna je to vrstna avtonomija v tem nekem krogu, kjer se pogovarjaš z landscape dizajnerjem, z urbanim planerjem, z ne vem, moram to prevajati, Staatsverwaltungschef. Mislim, pač se pogovarjaš z nekimi mestnimi oblastmi, se pogovarjaš z vsemi drugimi akterji na tem istem projektu. In zdaj, na kakšen način oni gledajo nate, koliko te zares resnično jemljajo kot sogovornika in kakšna so njihova pričakovanja, kaj ti lahko pravzaprav doprineseš temu projektu. In moram reči, da moja pozicija je bila v veliki meri zelo kritična do tega, kar so pač oni počeli. Ampak to ni bilo slabo namerno, mi smo vedno imeli debate, smo se o tem pogovarjali in argumentirali. Tako da skratka v tem nekem krogu, mogoče sem imela pač srečo teh profesionalcev, s katerimi sem jaz delala, sicer moj projekt, ne bom rekla, pa projekt z stanovalci, prebivalci te soseske, so oni opazovali in na nek način tolerirali. Mi smo bili neka motnja v sistemu in so to motnjo v bistvu tolerirali. Jaz mislim, da je ta situacija seveda različna od konteksta, prostora, časa, ljudi in tako naprej. Skratka, gre za neko specifično situacijo v specifičnem času. Jaz mislim, da se bi recimo v Sloveniji mogoče to drugače odvili, na neki drugi lokaciji že spet drugače, tako da mislim, da so to zelo pomembne kvalitete, ki jih
kot umetnik lahko zaobjameš ali pa jih lahko predstavljaš, jasno je pa to odvisno tudi od samega umetnika. Umetnikov je ogromno različnih vrst, imajo različne vloge in so jim te vloge dopuščene, bom rekla. V arhitekturi pa imam občutek, da je ta ena sama vloga arhitekta, zvezdnika in genija edina, ja, še prevladujoča. Alenka. A vidiš kakšno možnost, da se arhitektura to odpre? Da se pač zdaj v prihodnosti začnemo to, ko se umetnost ali pa kad ti je omogočila ta projekt. Ja, jaz mislim, da se odpira, da je to že jasno, ne, da recimo veliko je nekih praks, vključno z vašo recimo, ki poskuša delovati na drugačen način in poskuša spreminjati svojo vlogo, mogoče je to neka vloga potem posrednika, organizatorja. Mislim, vse v teh vlogah bi se dal veliko pogovarjati, ne, kaj je bistvo vsake vloge posebej. Mislim, da se zadnjih ne vem koliko let ta zadeva spreminja. Ja, mogoče zares, da je ekonomska kriza prinesla nek premislek, nek time out, kjer je možno poskušati stvari redefinirati oziroma jih drugače razumeti in reagirati na situacijo na drug način. Tako da po svetu je cela vrsta praks, kot sem že omenila, interdisciplinarnih, ki se ukvarjajo s prostorom na zelo drugačen način, kot se pač ukvarja zelo konvencionalni arhitekturni biro danes v Sloveniji. Ja, saj vprašanje je pa, kako to recimo na neki nacionalni ravni, a ne verjetno v tujini, a je to drugače, ali je kako ta arhitektura na nacionalni ravni lahko deluje, da bi recimo omogočila take projekte, da ni treba iz neke umetnosti štartati, mislim z zgoraj dol, da si pač, a ne, da nisi povabljen kot da pretlakuješ trg, ampak da si povabljen, kot si bila ti vhuštati. V bistvu, da bi se to zgodilo, da bi se premislek na višjem nivoju zgodil. Mogoče v tujini. Jaz mislim, da je stvar kjer se zadeva vedno zatakne pri financiranju teh projektov. A ne? In zdaj umetniški kontekst je ustvaril neko platformo financiranja, mogoče ne toliko v Sloveniji kot drugje po svetu, kjer je možno neke vrste eksperimentalne projekte financirati. Ne glede na to, je to dizajn, je to arhitektura, je to umetnost. Pri nas pač te možnosti še ni ali pa jo ne bo ali ne vem kaj pač. Zdaj apliciram na Ministrstvo za kulturo in gospodarstvo, ko smo se pogovarjali v muzeju o kreativnih industrijah, ne, je bilo jasno, da nas bojo vse spravili pod isto kapo in da bo pač treba se tam boriti za neke denarje po določenem sistemu. Tako, no, mislim, tle so različne možnosti, seveda od zunaj je to mogoče malo bolj kako se reče, generozno, radodarno, ja. Čeprav seveda se te budžeti tudi spreminjajo in so tudi problemi, odpirajo se pa pol mogoče druge strani privatnih financerjev, nekih grup in ljudi, ki ugotavljajo, da so določena delovanja na področju prostora nujna in da je treba tukaj narediti več na področju eksperimentiranja in tako naprej. Tako da, ja, jaz mislim, da je tle problem predvsem financ. Ni toliko ideje, ni problem, ne. Tudi, ja, seveda, ne, če ti hočeš vzpostaviti nek sistem produkcije, moraš imeti neko razumevanje za to produkcijo, za ta proces produciranja. Ja. Ja. Kdo te je povabil vhuštati? Pravzaprav mesto ali neka kulturna inštitucija? Kdo je iniciiral projekt? Ja,
Povabilo me je mesto, uradno, z njimi pač sem imela pogodbo. Jasno, kako so oni izvedeli zame preko moje galerije, ljudi, ki me pač poznajo. Oni niso vedeli zame, mesto Bochum pač ni vedelo zame, ampak so imeli svetovalca, ki jim je svetoval, naj povabijo mene. Ne. Zdaj, to je že spet neka ekskluzivna vloga. To je javni denar, pomeni, da je potrebno narediti javni natečaj, normalno. Ampak, če gre za povabilo umetniku, se uporabi neka klauzula, ki zagovarja ekskluzivnost tistega umetnika, ki ga pač povabijo. Tako da tukaj je že spet nek moment, kjer, ja, točno to, kjer v bistvu ima umetnik možnost priti do projekta brez natečaja. Mogoče še kakšno vprašanje? Jaz bi imela še za Tomata. Jaz prihajam pač iz polja umetnosti in nisem toliko domača v zgodovini in teoriji arhitekture. Pa me zanima, glede na to, da sta oba za Polonijo govorila pač o arhitekturi tudi v povezavi s procesom, ne misliti arhitekturo in tudi umetnost kot proces. Vem, odkje prihajajo, nekako znam locirati znotraj polja umetnosti neke zgodovinske reference pa teoretske reference za to vrstno konceptualizacijo umetnosti. Me pa zanima, Tomo, kaj so tiste teorije, zgodovinske reference znotraj same arhitekture za to vrstno pojmovanje. Se tega odgovora pa ne znam dati, mislim, nimam pojma. Sem se tudi jaz spraševal, kdaj se je to pojavilo in jaz ne vem, prav v polju arhitekture, ne vem, ker vedno tudi, če se zgodi po mojem v polju arhitekture, se v tem potem prestavi v polju umetnosti. Čisto neka procesualnost, neka participacija. Mislim, ne nazadnje tudi naša skupina Prostorož se mi zdi, da so začele v polju arhitekture in zdaj se govori zdaj so že bile na U3, mislim, se mi zdi, da se takoj prestavi to v drugo polje. Ne bom pa trdil. Kako, da imam primerov? Jih je tudi, ja. No, jih je kar nekaj, jih poznam, ko so odprli arhitekturne biroje, recimo. In delajo pač arhitekturo, urbani dizajn in tako naprej. Ne. Jaz sem rekla v tej moji tem mojem uvodniku, da se arhitektura in njena misel odvija malo prepočas. Prepočas reflektira čas, v katerem živimo. In to zato, ker je pač njen produkcijski proces toliko daljši. In je potem ta nek fazni zamik, po mojem mnenju, se ta nek fazni zamik zgodi. Medtem ko v umetnosti se refleksija dogaja zelo hiter in v principu umetniki reagirajo na določena družbena dogajanja na en zelo impulziven način. Tako da bi rekla, moja teza je, da se v principu koncepti, ki se zgodijo v umetnosti, prenašajo v arhitekturo. Ogromno arhitektov poznam, vključno sama sebe, ki smo se premaknili oziroma ki smo začeli delovati v polju umetnosti, iz določenih razlogov. Zdaj jaz sem še vedno nekje tam, ogromno njih se pa potem že spet izločilo ali pa recimo nadaljevalo svojo prakso v arhitekturi in eden takih projektov je Atelier arhitekturo Tožere iz Pariza,
ki so dejansko svoje ime vzpostavili skozi participacijo na Berlinskem bienalu in potem iz tega ven izpeljevali določene koncepte, ki so jih nadaljevali v svojem biroju v Parizu in so danes recimo eni vodilnih birojev na področju participacijske arhitekture. Potem je tle še Stelt, potem je tle še cela vrsta drugih, Spatial Agency in tako naprej, Public Works recimo, jih ne bi bilo, če ne bi bilo zraven umetnikov. Tako no, mislim, to je moja teza, lahko jo pa spodbijate, prosim. Bom spodbijal. Jaz imam eno drugo tezo, da je arhitektura toliko počasna, ker v bistvu ves čas čaka, da ji bo nekdo nekaj naročil. Pa me zanima in se zaradi tega nikamor ne premakne, dokler ne dobi naročila. Pa me zanima, a se lahko to zgodi tudi v umetnosti, kadar je naročena? Jaz težko bi rekla, ja. V bistvu ne vem odgovora, ne? Ampak je pa zanimiva ugotovitev, da arhitektura čaka na naročnika. Umetnik ponavadi ne čaka nikogar, ne? Ampak pač dela dalje. Dela dalje tudi zato, ker ima neko možnost, ali je to neko delo zelo minimalno in zelo, mislim minimalno, ne v formalnem smislu, ampak ne zahteva velikih finančnih vložkov in gre mogoče za čisto samo nek miselni proces. Medtem ko pač izvaja ali pa konceptualizira en projekt, ki potem za katerega potem naknadno išče finančna sredstva, tako, ne, da se ta produkcija spelje. Jaz mislim, da bi se arhitekti tle lahko nekaj naučili, da pač sami inicirajo projekte in potem iščejo finančna sredstva skozi različne fundacije, ne vem, pač na različne načine. Na isti način neke samoorganizacije, neke samoiniciacije. Tako da... Ja. V bistvu neko, kar smo prej se pogovarjali, da je kriza tudi prinesla neke dobre stvari za samo polje, se to tudi že dogaja, no, vsaj tako jaz opažam kot zunanji opazovalec. Ne, jaz mislim, mogoče kot vprašanje, če smo bili pač se učili arhitekturo, pa se učili dojemati prostor, pa reagirati na probleme v prostoru, a ni pol mogoče umetnost samo izgovor, a ni prav, da bi vztrajali, da smo arhitekti, pa da pač tudi na ta način delujemo, no, pač čistko. Ja, v Avstriji ima en zakon, da morajo pri javnih projektih, pri gradbenih projektih en del budžeta nameniti tudi za umetniška dela. Ne vem, kakšen je ta procent, ampak nekaj gre tudi, mislim, da smo mi včasih to imeli. Me zanima, je ta način financiranja danes še smiseln? Spravo je to nekaj, kar mogoče manjka v Sloveniji, pa bi pomagali tudi temu dialogu med umetnostjo ali pa to akademijo, ne, pa arhitekturo, ali je to danes že preseženo, pa rabimo bolj kakšne druge oblike ali pa mogoče že sama arhitektura tako postala skulptura, da tega že več ne potrebuje. Kaj? Ne, sem razmišljal. Mislim to, da bi arhitektura že postala skulptura in da ne bi potrebovala nobene misli, je po mojem čisto zgrešeno. Se imamo tudi čisto zgrešeno polje tudi skulpture. Mogoče še naprej, še prej je bila ena debata o svobodni misli, arhitektura, umetnost. Tako je, no.
ima pa tudi arhitektura, to je izven tega vprašanja, ampak ima tudi arhitektura neko varnostno distanco. To, da ogromno sodobne umetnosti, po mojem, ima tudi modernistične, pa tako naprej, je šlo v neki smeri gega, ne. Tako, mislim, v neki smeri nekega štosa, nekega hitrega efekta, enega šoka, brez čisto vsebine, no. Arhitekturi se to mogoče malo težje zgodi, ker ima proces je malo bolj kompleksen, no. In mogoče je to tudi nek njen garant, no, da se ne zgodi neki takoj samo zaradi štosa, ampak mora iti skozi celoten proces. Zdaj pa, če bi se dejansko namenilo neke finance, ali če sem to prav razumel, za kakršnokoli sodelovanje bi po mojem to sigurno pomagalo, ne. Zdaj, vprašanje je pa res, ali je potrebno vedno potem zvesti vse na denar. Mislim, se mi zdi, da vseeno je to malo prej lahko reči, ja, če bi bil denar, bi bilo vse, ne. Ampak to, da ni debate, ni debate, ne, ne da ni denarja, ni debate v prvi vrsti. Ne, saj, a se ja, no. Ja, potem se strinjamo, kaj. Ni debate, ja. To je konsens, ne, in zaključek misli. Mislim, ja, samo mogoče že sploh A je zdaj na šoli za arhitekturo kakšen predmet, ki obravnava sodobno umetnost? Niti na akademiji ga ni, če lahko odgovorim. To je bilo iskreno. Ja. Je bil na Nizozemskem in je bila potem narejena analiza, kakšni projekti so se pravzaprav potem implementirali. In šlo je za skulpture, za dekoracijo prostora. Zelo malo teh projektov je dejansko se spraševalo, kaj pravzaprav pomenijo v tem prostoru, ne. Šlo je za točno to gledanje na umetnost kot na objekt, ki je pravzaprav samo neka nalepka oziroma dodatek. Ja, vedno imaš seveda. To je 1% od investicije ponavadi in to se v Evropi kar redno dogaja, ampak imaš prav, ja, veliko neuspelih projektov se je zgodilo, čeprav mislim, da vseeno je bila to neka možnost, da se ta dialog ustvaril skozi delo in skozi procesa, ne. In skozi to so nastali tudi zanimivi projekti, tako kot imamo v vsakem kontekstu veliko pofla, pa veliko nesnage, ne, in v umetnosti in v arhitekturi, tako se pač dogajali tudi skozi ta 1% tega denarja za umetnost. Jaz mislim, da to ni bilo nič narobe. Ne, problem je bil v tem, predvsem na Nizozemskem, da je arhitekte zelo iritirali to, da so mogli ta 1% od budžeta dati umetnikom in da so sami znali to podekorirati in narediti po svoje, ne. Ker včasih se je zgodilo tako, da je pač prišel na ta natečaj in je bil zbran nekdo, ki jim ni pasel in je to tako zarezalo v dušo arhitekta, ker mu je onesnažil zadevo. Mogoče še kakšno vprašanje? Ne? Urška? Drugače predlagam, da mogoče na tej točki to diskusijo zaključimo, oziroma še zadnje vprašanje. Glede na to, da smo v instituciji, pravzaprav v instituciji v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kako vidite vlogo institucij pri v bistvu tem dialogu, pri definiranju, redefiniranju, preizpraševanju, kaj pravzaprav je arhitektura, umetnost, oblikovanje in tako dalje? Ja, jaz mislim, da je seveda
kulturna inštitucija, tako kot je arhitekturni muzej ali pa kot je Metelkova recimo ali pač muzej sodobne umetnosti, mora imeti to nalogo vzpostavljati dialog med različnimi praksami in vzpostavljati neko platformo za razmišljanje. In je to seveda zelo pozitivno. Jaz mislim, da je tega še vedno premalo, ne samo pri nas, ampak vse posod po svetu, da je pač življenje se odvija tako hitro, da ni časa za te stvari in mogoče zdajle se lahko malo ustavimo, usedemo in pogovorimo o tem, kaj se dejansko dogaja okrog nas in kaj počnemo. Tako da jaz mislim, da je to zelo pozitivna stvar in da to je zelo pomembna vloga kulturne inštitucije. Najlepša hvala vsem. Ne, mislim, jaz mislim tudi, da se je počasi začelo odvijati. No, najverjetneje prav z MSU-om pa malo, da se bo razbilo to ta let. No. Ker se mi zdi, da je tudi tukaj če dalje več debate na to temo. Tako da, mislim, sigurno institucija po mojem igra ključno vlogo, daleč od tega, da bi si mislil, da se vse dogaja izven nje. Mislim, ne vidim niti nekega glaznega smisla. Če jih imamo, je bistveno, da po mojem funkcionirajo. No. Dobro, najlepša hvala. Vabilo, no. Tako se to sem. Ja. Okay, naslednji teden nadaljujemo s temi razgovori Petra Čeferin in pa Miloš Kosec v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. To je torek 27. prav tako ob 7. Vabljeni. Hvala.